Primek, če lahko? Ja, sem Zonta Edi, eden od 3 solastnikov firme ProAuto. S čim pa se ukvarja to podjetje? ProAuto se izključno ukvarja z predelavo in dodelavo specialnih vozil. Se pravi, to so predvsem reševalna vozila, policijska vozila in vozila za posebne namene. In v bistvu za koga to delate? Za katere? Ja, v prvi fazi so to javni zavodi, se pravi, v glavnem javni zavodi, pa tudi normalno za ostale posameznike. Je prišlo kdaj, na primer, do kakšne prošnje, da bi kakšno res izrecno želel za privatne namene, tako vozilo, mogoče malo spremenjeno? Mislite, v kateri obliki reševalnik? Ne vem, reševalni lahko spremeniti kombi v avto doma ali kaj podobnega. Ja, to je veliko. Takih individualnih predelav je iz leta večje, se povečuje, tako da med drugim tudi privat reševalnih postaj je kar nekaj v Sloveniji, kjer vršijo nenujne prevoze, tako da nekje imamo cirka 10 privatnih reševalnih postaj, kjer jih mi tudi oskrbujemo z predelavo teh vozil. Pa mobile niste naredili? Ne, zaenkrat ne. Ne izključujemo pa te možnosti. Bi želeli? Ja, to mislim, da je predvsem izredno dobra reklama. Ja, to sigurno. Kaj pa blindirana vozila tudi? Blindirana vozila pa ja, ampak to niso blindirana vozila za zaščito, bom rekel, varovanih oseb, ampak bolj za prevoz vrednostnih papirjev in denarja. In kaj danes odpirate na novo? Odpiramo pač še en proizvodni obrat v velikosti nekje 1300 kvadratnih metrov, kjer se bo izključno vršila montaža. V ta večjem delu, ta manjši del pa bo namenjen za popravilo, servisiranje, se pravi v prvi fazi lakiranje, tako za naše osebne potrebe in tudi za ostale kupce oziroma stranke. Koliko pa zaposlenih? Trenutno je zaposlenih 25 ljudi v firmi, imamo pa veliko kooperantov, tako da se skupaj vključuje nekje 40, za kooperanti bi nas nekako bilo 40. Kakšna pa je proizvodnja, recimo število policijskih vozil na leto približno? Takole, zdaj mi smo pretežni izvozniki, se pravi 60% naših proizvodov gre v izvoz, to je na prvem mestu so, se pravi, države bivše Jugoslavije, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Makedonija, Srbija. Se pravi, to je 60% in Italija, predvsem. Ostalo je pa nekje več ali manj za slovensko tržišče. Delež predelanih vozil, se pravi, tako bomo rekli, nekako je 60% reševalnih vozil, 20% je vozil za policijo, ostalo je pa kar pride, se pravi od komercialnih vozil in vozila za posebne namene. Kakšen pa je strošek v bistvu celotne izdelave oziroma opremljanje reševalnega vozila? Recimo reševalno vozilo, zdaj bom karikiral, od nekih, bom rekel, brez vozila, če izvzamem vozilo, neka osnovna predelava se giblje tam od 12 tisoč evrov, lahko pa pridemo na 150 do 200 tisoč evrov. In pretežni ta firma avtomobila? Znamka avtomobila? Ja, zelo različno. Se pravi, zelo različno po posameznih državah.
Recimo zadnje čase nekako je na prvem mestu Volkswagen. Volkswagen. Ja, v vseh, naj si bo to na področju bivše Jugoslavije, naj si bo to na področju Slovenije. Tako da nekako Volkswagen je 60–70%, ostalo se pa nekako porazdeli med Citroene in ostale blagovne znamke. In zakaj pa to? To je zaradi večje kvalitete? To je predvsem zaradi zahtev, se pravi same vožnje, ker so te vozila le podvržena nekim intervencijam, se pravi varnosti na prvem mestu in normalno. Volkswagenovi vozila so znana po izredno dobrem štiripogonu in iz tega naslova tudi največje število. Se kar povečuje, tako da ta delež je bil pred 5 leti 10% napram ostalim vozila, zdaj so pa one že na 60–70%. 60–70%. Ja. Najlepša hvala. No, zdaj pa gremo pogledati še do lakirnice, kako izgleda lakirnica. O, mater, kako tle policije. Čujete, kot da si v Ambrusu. Koliko časa se rabi za polakirati in zrihtati tak avto? Ja, zdaj vprašanje, zdaj polakiranje je eno, za zrihtati en avto, odvisno. Kakšen del je in kakšen avto je. Zdaj, če je avto nekje 3–4 dni. 3–4 dni za? Pitanje, brušenje in čiščenje poliri, potem in naprej. To so 3–4 dni. Odvisno koliko dela je, nekateri več, nekateri manj. Odvisno potem tudi od same barve. Če so navadne barve, gre to malo hitreje, če so metalne, večja priprava, boljša priprava in tudi cajt ne gre več. Kaj pa v predsedovanju Evropski uniji, so potrebe kaj večje zaradi tega? Ja, v bistvu mislim, da to so zadnje vozila, ki so za to namenjena. To se je poznalo mesece nazaj, oziroma leto nazaj, ta zadeva se že zaključuje, tako da mislim, da na naše delo trenutno to ne vpliva. So pa neka druga tržišča na področju bivše Jugoslavije, kjer se pač zadeve slabšajo in v ta namen so tudi ta vozila, nekatera od teh vozil delajo. To na primer, kjer državi? Ja, so neka intervencijska vozila na bazi Volkswagena in Renaulta, ne tako, ki jih imamo tle v ozadju, ampak to, ko imamo na drugem delu ProAuta. To so intervencijska vozila, več ali manj. Pa reševalna. Kaj pa to za Kosovo potrebuje tudi? V Kosovo pa Makedonijo.